Film je izjemno popularen in razmeroma nov medij, ki pa ima moč, da s svojim privlačnim pripovednim slogom pritegne pozornost ljudi in jim na zelo zanimiv način posreduje določene vsebine. In v tem okviru je film postal tudi zelo priljubljeno sredstvo za posredovanje nekih strokovnih vsebin širši javnosti. V tem prispevku bomo obravnavali načine, kako lahko muzeji kot institucije uporabljajo film za posredovanje oziroma za interpretacijo svojih vsebin širši javnosti. Muzeje danes razumemo kot institucije, ki zbirajo, hranijo, evidentirajo in predstavljajo premično kulturno dediščino oziroma ostanke iz preteklosti, če se osredotočimo na zgodovinske muzeje. Ampak funkcija muzeja se je skozi zgodovino spreminjala. V stari Grčiji so muzeje dojemali kot nekakšne zakladnice oziroma skladišča določenih predmetov, ki so bili iz takšnih ali drugačnih razlogov zanimivi oziroma dragoceni. In takšno dojemanje z muzejev se je potem ohranjalo tudi skozi naslednja stoletja, skozi zgodovino, vse tja do nekje 19. stoletja, ko pa so muzeji postajali vse bolj odprti širši javnosti. In od takrat naprej je v ospredje predvsem začela stopati funkcija predstavljanja oziroma interpretacije muzejske vsebine. Muzeji so morali najti načine, kako lahko svojo vsebino čim bolj učinkovito predstavijo širši javnosti. Temu procesu torej pravimo interpretacija muzejske vsebine. Sam pojem interpretacija Slovar slovenskega knjižnega jezika definira kot delanje, povzročanje, da se dojame, spozna pomen, vsebina česa, razlaga, tolmačenje. Gre torej za izjemno kompleksen in zapleten proces, katerega cilj je, da občinstvo, publika, ne pride samo do neke nove informacije, ampak do novega spoznanja, da se predstavi vsebina celostno, ne zgolj samo neko specifično dejstvo, ampak da ima predstavljena vsebina neko svojo lastno zgodbo, začetek in konec, in pa da se vsebina na tak ali drugačen način dotika že obstoječih znanj in izkušenj publike, občinstva. In na ta način lahko potem v bistveno večji meri pritegne njihovo pozornost in predhodno razumevanje te tematike. Kje pa je mesto filma v zgodovinopisju? Odnos zgodovinske stroke do filma je v najboljšem primeru zadržan. To je predvsem posledica tega, da zgodovinski filmi velikokrat potvarjajo in manipulirajo zgodovinskimi dejstvi, zato da bi dosegli večjo dramatičnost in privlačnost pri gledalcih. Tu nam lahko nekakšen kompromis predstavlja zgodovinski dokumentarni film. Pri dokumentarnem filmu je namreč strokovna točnost načeloma nadrejena dramatičnosti filma. To pomeni, da so na prvem mestu verodostojna zgodovinska dejstva in šele na drugem mestu neka dramatična učinkovitost filma. Kljub temu pa tudi pri dokumentarcih velikokrat naletimo na igrane uprizoritve, rekonstrukcije preteklosti, ki sicer zelo dobro služijo večji privlačnosti filma, ampak se potem pojavi možnost, da so takšni filmi do takšne ali drugačne mere oporečni, kar se tiče zgodovinske točnosti. Kot že rečeno, se v tem prispevku osredotočamo na načine, kako lahko muzeji uporabljajo film za posredovanje svojih vsebin. In v ta namen smo naredili izbor 29 pomembnejših slovenskih muzejev. Zajeli smo vse pokrajinske muzeje, Narodni muzej Slovenije, mestne muzeje in analizirali njihovo filmsko ponudbo. Vendar nismo se osredotočali na filme, ki jih muzeji predstavljajo v samih prostorih muzejev, ampak na spletno filmsko ponudbo. Torej filme, ki jih muzeji predstavljajo na svojih spletnih platformah. V tem primeru gre predvsem za platformo YouTube, ki je najbolj popularen portal za deljenje video filmskih vsebin na spletu. Torej, analizirali smo YouTube kanale teh 29 slovenskih muzejev in se osredotočali na to, kako
uporabljajo film za posredovanje oziroma interpretacijo svojih vsebin. Pri spletni filmski ponudbi gre za nek nov koncept, kako lahko muzeji s svojimi vsebinami prodrejo bistveno širše in lahko pritegnejo pozornost ljudi, ki se predtem niti niso zanimali za vsebino teh muzejev. Analizo YouTube kanalov muzejev smo opravili po ustaljeni strukturi. Najprej smo opisali samo filmsko ponudbo na kanalu, torej koliko filmov imajo naloženih, kdaj so bili objavljeni, kakšno je avtorstvo teh filmov, ali gre za interno produkcijo ali za zunanjo produkcijo. Nato smo obravnavali vsebino teh filmov, torej ali gre za izobraževalne filme, ali gre bolj za promocijske filme, ali imajo filmi določeno dodano filmsko vrednost ali pa gre samo za neke nadomestke fizičnega obiska muzeja. In v zadnjem delu smo se osredotočili še na določene tehnične specifikacije, torej ali so filmi narejeni dovolj dobro v tehničnem smislu, da so razumljivi za gledalca, kakšnih tehnik se poslužujejo v okviru posredovanja svoje vsebine, torej ali se zanašajo na pripovedovanje, ali imajo intervjuje, izjave in tako naprej. V splošnem smo zelo hitro opazili vpliv pandemije koronavirusa na ponudbo filmskih vsebin slovenskih muzejev. Namreč kar 11 od 29 obravnavanih muzejev je svoj kanal odprlo v letu 2020, ko se je začela pandemija. Pri tem, da smo tudi pri številnih ostalih kanalih, ki so obstajali že pred pandemijo, po začetku koronavirusa opazili bistveno povečano število videoposnetkov. Med posameznimi kanali so precejšnje razlike v številu objavljenih filmov, kljub temu pa smo na podlagi analize prišli do nekega vzorca najbolj tipične vrste filma, ki je objavljena na teh kanalih, in lahko rečemo, da ima vsak od teh 29 YouTube kanalov vsaj en primer takšne vrste filma. Gre torej za nekaj minutni prispevek, ki je običajno vezan na specifično razstavo v muzeju in jo v bistvu predstavlja. Ponavadi se zanaša na pripovedovanje oziroma na izjavo določene osebe v filmu. Vsebuje velikokrat tudi slike, ilustracije, zemljevide ali pa fotografije in običajno gre za interno produkcijo v samem muzeju, torej da je samo osebje muzeja izdelalo film. To je torej najbolj tipičen primer filma, ki ga lahko najdemo na kanalih slovenskih muzejev, vendar pa smo opazili tudi določene zanimivejše primere, ki imajo tudi višjo filmsko vrednost. Izpostavimo lahko nekatere filme, ki so v tehničnem smislu izdelani na tako visokem nivoju, da so bistveno bolj privlačni in atraktivni za občinstvo. Pri teh filmih gre po večini za zunanjo produkcijo, torej da je bila v izdelavo filma vpletena neka zunanja filmska ekipa, filmska produkcija. Kljub temu pa so še vedno izdelani v nekem konvencionalnem dokumentarističnem slogu. V drugo kategorijo potem sodijo igrani filmi, ki pa so še redkejši. Običajno gre za precej zahtevne produkcije, ki zahtevajo sodelovanje velikega števila ljudi. Vprašljiva pa je potem tudi strokovna točnost tovrstnih filmov in na to je potem vredno opozoriti v začetku filma. Pri obravnavanih slovenskih muzejih smo naleteli tako na v celoti igrane filme, kot tudi na dokumentarne filme, ki imajo vmes določene igrane dele. Vsekakor so igrani filmi bistveno bolj atraktivni za občinstvo in lahko dosežejo bistveno širšo javnost. Zelo zanimiv primer so tudi 3D računalniške animacije, ki smo jih zasledili pri nekaterih slovenskih muzejih. Gre za izjemno zanimiv in nazoren pogled v preteklost, ki ima obenem tudi veliko doživljajsko vrednost. Nazadnje moramo omeniti tudi
filme, ki so v svojem bistvu samo posnetki nekih dogodkov, pogovorov, intervjujev, okroglih miz in tako naprej. Gre za prispevke, ki ne nosijo neke dodane filmske vrednosti, ampak služijo samo kot nekakšen nadomestek obiska določenega dogodka ali pa pogovora, okrogle mize. In kot taki imajo veliko uporabno vrednost, ker lahko omogočajo ljudem, ki se niso udeležili teh dogodkov, da dejansko kljub temu prisostvujejo na nek način, ampak po drugi strani pa ti filmi ne nosijo neke dodane filmske vrednosti. Slovenski muzeji tako v veliki meri izkoriščajo možnosti filmskega medija za posredovanje svojih vsebin preko spleta, kljub temu pa je še veliko prostora za napredek. V vsebinskem smislu lahko izpostavimo, da bi bil smiselen prehod od bolj specifičnih filmov, ki načeloma prevladujejo, do bolj splošnih filmov. Takšni filmi se namreč bistveno lažje navežejo na že obstoječe znanje gledalcev in so jim zato lahko bolj zanimivi. Poleg tega se to sklada z osnovno idejo interpretacije, torej da se gledalcem posreduje celostna zgodba in ne zgolj neko specifično dejstvo. Nenazadnje pa so tovrstni filmi pogosto bistveno bolj fleksibilni v svojem posredovanju vsebin in so na ta način lahko tudi bolj zanimivi. V tehničnem smislu pa je pomembna predvsem urejenost in konsistentnost YouTube kanala, torej da imajo posnetki neko skupno značilnost, da se povezujejo, da je opaziti neko konsistentnost med posameznimi posnetki in filmi. Pri tem gre predvsem za to, da imajo vsi filmi določenega YouTube kanala nek svojevrsten pečat, neko prepoznavno lastnost, po kateri lahko gledalci takoj prepoznajo, da gre za film določenega kanala, določenega muzeja, in to močno prispeva k prepoznavnosti in tudi vtisu o verodostojnosti in profesionalnosti tega muzeja oziroma tega YouTube kanala. Slovenski muzeji so vsekakor izkoristili velik del možnosti, ki jih ponuja filmski medij, in svojo ponudbo obogatili za nek nov, dodaten doživljajski element, predvsem pa jo razširili na svetovni splet, kjer lahko doseže bistveno širše občinstvo. Po drugi strani pa obstaja še veliko prostora za napredek, da bodo te filmske vsebine v vsebinskem in slogovnem smislu še bolj prilagojene na svetovni splet.